Za osebe, ko imamo multiplo sklerozo, je načeloma kopalnica tako zelo nevaren prostor za nas glede drsenja. Ukvarjamo se s tem, kje bi mogoče bilo primerno kakšno držalo ali kako najbolj varno priti iz kopalnice. Pa me zanima, kakšne pripomočke oziroma kaj imate na razpolago, ki bi lahko osebam, ko imamo multiplo sklerozo, priporočali, da bi jih lahko v kopalnici uporabljali. Za kopalnico imamo, odvisno je seveda od uporabnika, ne? Kakšno kopalnico ima uporabnik, ker navadno je kopalnica že prej narejena, kot človek je dobil multiplo sklerozo. In takrat dejansko iščejo rešitve znotraj tiste kopalnice in tako, da se dejansko prilagajajo, ne? Ker najlepše bi bilo, če bi lahko bila tuš kabina, potem je to verjetno najlažje, ampak marsikje je bana, marsikje je tuš nared in potem mi imamo tukaj pripomočke, kot so razna držala, ki se tudi na podlagi zraka lahko priklopijo. To pomeni, da se z gumo, to pomeni, da se ne rabi vrtati, da se samo da držalo tam, kjer je potrebno. In to je ena velika prednost tega. Držala so enako funkcionalna, kot tako, ko se direktno zašaufajo, prijačijo na steno. Tako da ni nobenega problema, ne vem, če imam katero zdaj tukaj, bom pa pogledal. Ti je danes ni, da bi nam pokazala. Tako da mislite, da se samo kako na gumo stisne? Samo stisne in potem... In to bolj mora biti verjetno na ploščico, mora biti ploščico, bi se prijelo. Na ploščico in to potem fiksno drži. Drugače pa imamo za bano razne klopi, razne stolčke. Kot primer se da v bano, se nastavi in se lahko uporabnik lepo umije. To pa verjetno bi bilo za v tuš kabino, ali kam se to, te stolčki? Evo, tu tuš kabino, tu je tak stolček tudi, ko se da na tla, ko je odspod, ko je guma, stolč za kopalno had, se da v bano, je malo višji, ima gumo, se samo stisne in drži. Tako da to je to. Potem imamo razne stolčke za tuš kabino. Ti imajo tudi tisto? Ne, za tuš kabino nima. Ja, imamo tudi takšne. Imamo tudi takšnega, ko ima to odspod gumo, da je fiksen, da pač ne pride do zdrsa. Potem imamo, kot ste veliko rekli, potem imamo tudi, kar je veliko pripomočkov, imamo razne nastavke za WC školjke, ker se uporabniki težko vsedejo, težko stanejo in dajo enostavno nastavek na školjko in je školjka toliko višja. Kaj pa ste me tu še, smo se prej pogovarjali o tem vozičku? To pa je seveda, to pa je toaletni stol. Toaletni stol za tuš kabino na kolesih in seveda tudi za WC, tako da je vsestransko uporaben in je seveda vsi ostali deli so iz plastike, tako da ne rjavi in je res zelo praktičen in uporaben izdelek. Tako da bi zdaj mi lahko rekli, da za kopalnico je kar nekaj pripomočkov, pomagal, kaj se da kopalnica narediti funkcionalna za uporabo. Velikokrat je tako, da so zdaj že tako izdelki, da so se ti proizvajalci pripravili na to, da delajo izdelke, ki pašejo po domače v normalne kopalnice. Razne dvigala, to pomeni, da se človek lahko vsede zraven bane in potem se enostavno sam dvigne v bano in nazaj iz bane ven. In ti pripomočki se prav tako dajo dobiti preko naročilnice, preko zdravstvenega zavarovanja? Ja, zopet smo pri isti stvari, dajo se dobiti nekateri odvisno od potreb uporabnika, seveda to odloči zdravnik in seveda za osnovni pripomoček. Za vsakšni nadstandardni pripomoček mora uporabnik sam plačati.